Glasba in zvok sta zelo pomembna. Spremljate nas pri vsakdanjih opravilih, zabavah, slavjih. V Slovenskem etnografskem muzeju so na razstavi predstavljena ljudska glasbila in zvočila. Zanimivo je, da vsak predmet, iz katerega izvabimo zvoke, lahko postane zvočilo. Glasbila in zvočila so lahko narejena doma ali pa kupljena. Mojster Darko izdeluje slovenska ljudska glasbila in tudi glasbila različnih ljudstev sveta. Enostavna glasbilca so piščali, ki so bile včasih spremljevalke pastircev. Ta je izdelana iz leske. Ta, ki so jo včasih izdelovali iz votlih stebel ali lubja, ima zanimivo ime – fičefaj. V rog pa se ne piha, ampak trobi. Pri klenetu s prebiranjem luknjic lahko zaigramo preproste melodije. To pa so trstenke, povezane piščali, narejene iz trstike. Nanje so ljudje igrali že v prazgodovini. Trstenko s 5 cevkami igra tudi železnodobni godec, ki ga je upodobil umetnik na naši znameniti situli, izvač. Stari Grki so dali glasbilu ime Panova piščal, po bogu Panu, ki naj bi nanjo zelo rad igral. Mojster Darko je za izdelavo trstenk najprej nabral in posušil trstiko. Zdaj trstike nareže na prave dolžine in jih očisti. Pri nas so se v izročilu ohranile piščali v obliki črke V. Cevk pri trstenkah je od 5 do 47. Darko bo izdelal trstenke iz 21 trstik, torej 21. Najprej določi zaporedje trstik. Te utrdi med 2 deščici in poveže z vrvico. Da bodo piščali lepo zvenele, jih uglasi. V vsako trstiko vstavi čepek. S tem določi, kako se bo piščal oglašala.
Slovenske trstenke so enkratne. Na nje se ob hkratnem pihanju v sosednji cevki lahko igra tudi dvoglasno. Zato ni čudno, da so bile včasih trstenke tako priljubljene na Koroškem, prek Štajerske, Prekmurja in Dolenjske, vse do Notranjske. Na nje so godci zaigrali tudi za ples. Najraje skupaj še s kakšnim drugim glasbilom, naprimer hruškinim peresom, orglicami, žveglo, violino in lončenim basom. In so jo zagodli.